in Slovene language. First, I will talk about motive of the tree in contemporary Slovenian drama, and then about 3 performances directed by Žiga Divjak, with the tree as their connecting theme. Najprej torej nekaj besed o tem, kako se motiv drevesa pojavlja v slovenski književnosti. Ne gre za nek nov motiv, verjetno smo danes že uvodoma tudi slišali, da se pojavlja od antike, Shakespearea, Čehova, pa vse do danes. Zanimalo me je, kako se ta motiv drevesa pojavi tudi v slovenski dramatiki, pa predvsem tudi za katere vrste drevesa gre. Izbrala sem 3 take bolj, se mi zdi, reprezentativne primere. To je samo en uvod v mojo temo. Skratka, ne dela. So čisto druge črke, se je to spremenilo. Skratka, prvi primer, Dragica Potočnjak, za naše mlade dame, ker imamo dekle Brino, ki se skriva pred materjo in svojimi težavami in spleza na drevo. Zdaj, če bi pogledali potem še v nadaljevanju, bi videli, da gre za jablano. To se mi zdi zelo pomembno, zato ker jablana vendar je neko drevo, ki izraža neko tradicijo, domačnost, dom, zavetje, nekaj, kar ima vsak Slovenec doma na vrtu. In se mi zdi, da prav ta jablana pomeni nek dom, ki ga pa Brina nima, ker pač ima seveda jo oče zlorablja. Potem drug primer, Simona Semenič, medtem ko skoraj rečem šele pridika o vladarju modrosti, se mi zdi zelo zanimiv zato, ker ta tekst usporeja neko univerzalno preteklost z rajskim, s kraljevim mestom, hkrati pa v središču tega mesta stoji oziroma cvetoča lipa. In spet, ker ta tekst govori o ustroju družbe, si Simona Semenič tukaj izbrala lipo, ki je stara 20 let. Tekst je nastal leta 2011 in je pravzaprav na en tak zelo inteligenten način upeljala tudi torej nastanek Slovenije in seveda kaj s tem kraljevim mestom in Slovenijo, in ta lipa povezuje čas in prostor. Tretji primer je moj najljubši, Simona Hamer, Razglednice. Besedilo gre za dramski tekst, v taki, bom rekla, ne več dramski formi, ki prinaša razglednice avtorice z naslovne osebe, nastopajoče osebe z različnih koncev sveta. In ena od njih je seveda tudi drevo v Kambodži, ki je tukaj, vidite, oblikovano, cel prizor je v obliki drevesa. To drevo v tekstu so različni, bom rekla, neki predmeti, rastline, ki so neke tihe priče krute zgodovine. Kamboško drevo je tisto, ki kaže na takratni režim oziroma kamboški genocid, ko je sistem pač ukazal pobiti toliko in toliko dojenčkov, v smislu, če odstraniš plevel, če hočeš odstraniti plevel, moraš izruvati tudi korenine. Zdaj pa seveda Žiga Divjak. Žiga Divjak, ki je pač moja tema današnja, je pa tisti, ki drevo poveže z ekološko tematiko. Zato, ker v prejšnjih 3 temah drevo ni povezano z ekološko tematiko. Pri Dragici Potočnjak gre za nek intimen uvid, v drugih 2 primerih pa za nek politični kontekst. Medtem ko Žiga Divjak je tisti, ki problematiko drevesa poveže z ekološko in okoljsko problematiko, drevesa in ljudi umesti v ta soodvisnosti ekosistem in torej njegova dela že sodijo na področje tudi ekokritike. Je tudi avtor, ki se je v zadnjih 5 letih, poleg različnih aktualnih tem, najbolj izrazito ukvarjal s podnebno krizo, vročina, krize, bodočnost, jada, kako je padlo drevo Anhovo, torej zelo velik opus del v 5 letih, ki so na temo seveda podnebnih sprememb. Njegove uprizoritve ne govorijo o rešitvah, bolj seznanjajo, zaveščajo gledalca o ekološki in humanitarni krizi in pa tudi predvsem razpirajo gledališče kot prostor javnega razmisleka, kjer smo soočeni s kontradiktornostmi sodobnega sveta. Danes sem izbrala 3 uprizoritve, njegove uprizoritve, ki jih povezuje ta motiv drevesa. Motiv drevesa,
torej vročina, potem krize in kako je padlo drevo. Če začnemo s predstavo Vročina, ki je nastala v koprodukciji z mednarodno zasedbo in je bilo zato tudi besedilo v angleščini. Gre torej za uprizoritev, ki ni imela nekega vnaprejšnjega besedila, ampak je besedilo nastalo skupaj s predstavo. Žiga Divjak je zbiral različno dokumentarno gradivo, strokovne knjige s temo podnebnih sprememb, in pa ta dokumentarni material potem soočal z razmišljanji, interpretacijami samih igralcev. Vedno je seveda vprašanje, kako ta dokumentarni material uprizoriti, to še ni predstava, ne? In se mi zdi, da je zelo dobro izbral neko, bom rekla, te podatke, kaj se bo zgodilo s planetom, jih je preoblikoval nekakšno zvočno pokrajino s številnimi ponovitvami, ritmičnostjo jezika, melodičnostjo, tekst je pogosto riman, deluje kot neka gesla na protestih. Skratka, nek kolaž izjav, ki ustvarja neko lastno ritmično kompozicijo. V ta kolaž so vpete potem tudi osebno izpovedne zgodbe igralcev in pa zelo bogat vizualni material. In tukaj bi se rada ustavila, zato ker nas seveda zanima vloga drevesa. Drevo je tukaj izrazito stranski motiv, to je samo eden od prizorov. In kot vidimo tukaj na sliki, oder je bil prekrit s travo, cvetlicami, tako kot en tak rajski vrt, še malo megle so spustili. Ampak če mi zelo natančno pogledamo, ta rajski vrt je v bistvu sestavljen iz samih umetnih elementov. Imamo umetno travo, umetno rastline, umetne cvetlice, umetno meglo, potem pade še umetni sneg. Kratka, to je svet, ki je mrtva narava, torej živo izginja in enako se zgodi tudi z drevesom. Tukaj piše Vito Tree. Vito je pač igralec, ki je imel te veje, predstavlja mogočno drevo, ampak kaj se s tem drevesom dogaja? Ob tem, ko on pač nosi po odru veje, imamo pesem Here Comes the Sun, Beatlov, ampak ta sun seveda topi, segreva ozračje, zaradi tega potem naprej tekst, torej ozračje se segreva, vrste izumirajo, vedno več je težav, ekoloških kriz in na koncu seveda tudi političnih, v smislu migracij, vojne in tako dalje. To drevo seveda pade, propade, se posuši in mogočno drevo torej je na koncu posušeno drevo in v tem smislu kar najbolj vpeto v samo idejo uprizoritve. Potem imamo naslednjo predstavo, krize. Tukaj zdaj, če dobro pogledate, a vidite drevesa? Kje vidite drevesa? Ok. Skratka, imamo v celoti popolnoma bele stene, na katerih visijo štori dreves. Torej, drevesa so posekana, imamo samo še štore in korenine. Zdaj nas spet zanima, torej, ta posekana drevesa so na zidovih kot neke trofeje, ki kažejo na opustošenje, kažejo na človeka, ki si je podjarmil naravo. Nastopajoči, 7 jih je bilo, so prihajali na oder eden za drugim, prihajali so goli, torej v svoji prvinskosti, v svoji neki povezanosti z naravo. Na odru jih je čakal kupček oblačil in rekvizitov in ko so se oblekli, seveda so dobili svojo identiteto. To pa je identiteta nekega slehernika, sodobnega kapitalističnega sveta, za katerega je značilno, da ves čas hiti in teče. Zato igralci 60 minut predstave tečejo vedno hitreje, mi vidimo, kako so upehani, zadihani, prepoteni, rdeči obraz in pravzaprav ta stres sodobnega sveta, to hitenje sveta ne občutimo verbalno, torej skozi dialog, ampak fizično skozi njihovo dejavnost. Vsi, ki so na odru med seboj, ne govorijo, ne komunicirajo, se nimajo očesnega stika in so tudi brez glasu. In pravzaprav v tem smislu so na nek način
ta posekana drevesa in nastopajoči delijo neko isto zgodbo, zgodbo brutalnega izkoriščanja in tudi popredmetenja vsega živega. Uprizoritev pa spremlja ta glas v ofu, glas pripovedovalca, ki deluje kot v teh naravoslovnih oddajah, ko pripovedujejo z enim takim umirjenim glasom, kaj se dogaja s planetom. In seveda tukaj spet nastopajo drevesa kot tista, ki med seboj, kot primer sodelovanja v rastlinskem svetu, drevesa sodelujejo med sabo, komunicirajo in ta zgodba pripoveduje o tem, kako je bil človek vendarle večji del svojega življenja povezan z naravo in pravzaprav je kapitalizem tisti, ki ga odseka stran od narave. V nadaljevanju potem neka izrazita sprememba, ki se bo zgodila, jo bo povzročila samo neka motnja in drugi del predstave potem kot nek postapokaliptični svet, kjer so te osebe pohabljene, brez udov, spet asociacija na iste korenine, kot jih imamo, in šele kot take začnejo med seboj sodelovati. Tretji primer pa je, kako je padlo drevo. Tukaj je bilo izhodišče besedilo Katarine Morano in gre za prikaz razširjene družine, družinskih članov, dveh sosedov, predvsem pa naselja, blokovskega naselja. Vsi smo živeli v takih naseljih, ki je imelo v sredini travo in nek skupen prostor, naraven prostor bivanja in tam je bilo tudi drevo. Ampak to drevo bodo zdaj posekali, zato da bodo zgradili neka luksuzna stanovanja. Skratka, gre za neko osrednji zaplet v tem delu, je torej povezan z drevesom in ob tem avtorica razvija fragmente vsakdanjih zgodb in ob njih izpostavlja različne probleme sodobnega trenutka, med njimi gentrifikacijo mestnih središč in s tem povezano stanovanjsko krizo, nenehno hitenje, duševne stiske in tako dalje. In fragmente v celoto povezuje pa zgodba predstavnika mlade generacije, Jake, ki se pa odloči, da ne, zakaj bi to drevo padlo, vsega imamo dovolj, spleza na drevo in reče, da bo to drevo branil svojo lastno silo. To drevo, torej, in tukaj je tisti premik, o katerem je v bistvu govoril tudi Gašper, to drevo je vredno samo po sebi, ker je drevo, ne zato, ker ima neke človeške značilnosti. To drevo, Jaka v svojih razmišljanjih izraža, to drevo ima ravno tako pravico živeti, kot ima pravico živeti človek. In Jaka verjame v ta svet, kot ga prinašajo drevesa, svet nekega sožitja, neke komunikacije, nekega sobivanja in zato tega drevesa noče dati. Tekst je napisan v izraziti ljubljanščini in seveda tudi kot v ostalih dveh primerih, tudi tukaj na koncu drevo pade, skratka ta zvok žage in tekst ima pravzaprav zelo tragičen konec, ki ga nekako režija Žige Divjaka z temi bobni in da še nek tak obreden značaj. Zdaj pa samo še zaključim, če pogledamo, vse tri slike imajo nekaj skupnega. Poleg tega, da je bil scenograf vseh treh uprizoritev Igor Vasiljev, to moram povedati, je skupno naslednje. Motiv drevesa ima različno vlogo, na različne načine je prezentiran, ampak vendarle v vseh treh drevesa padejo. Pade v prvem, tam imamo štore in pade tudi na koncu. In zaradi tega seveda bi bilo veliko bolj smiselno, če bi jaz dala naslov, kako je padlo drevo v gledališču Žige Divjaka, kot pa to skrivno življenje drevesa. Tako da za konec seveda zdaj moram pojasniti, kje je zdaj to skrivno življenje dreves. Namreč, zakaj odločitev za drugačen naslov je botrovalo dejstvo, da vse tri uprizoritve, čeprav drevesa padejo, reflektirajo vrednostni koncept, da bo človeštvo preživelo le, če bo temeljilo na sodelovanju, na pravičnejši razdelitvi dobrin, kjer vzame vsak toliko, kot potrebuje. In ravno ta spoznanja, ravno te ugotovitve
prinašajo najnovejša znanstvena spoznanja o življenju dreves in sodelovanju med bitji, ki so sestavni del vsakega ekosistema. Zato tudi referat zaključujem z mislijo gozdarja Petra Volebna, ki je avtor uspešnice Skrivno življenje dreves, po kateri sem si sposodila naslov, ki pravi takole. Drevoni gozd ne more uravnavati lokalnega podnebja in je na milost in nemilost prepuščeno vetru in vremenu. Več dreves skupaj pa tvori ekosistem, ki omili skrajno vročino in mraz, shrani velike količine vode in pripomore k zelo vlažnemu zraku. V takšnem okolju so drevesa varnejša in lahko dočakajo visoko starost. V ta namen morajo za vsako ceno ohraniti svojo skupnost. Prav to pa je tudi ideja, ki je opisana v vsako od analiziranih uprizoritev. Hvala lepa.